No, pa si poglejmo, kaj je to Hornerjev algoritem. Ta Hornerjev algoritem se v bistvu uporablja za več stvari. Za deljenje s polinomi prve stopnje, za računanje vrednosti polinoma pri določenem x-u ali pa za iskanje ničel. No, pa si poglejmo za začetek, recimo, če moramo za polinom p od x je 4x kvadrat plus 3x minus 1 izračunati, koliko dobimo, če bi ta polinom delili s polinomom x plus 2, recimo. Zdaj, mi smo se že naučili deliti polinome. Kako že gre? Pogledamo vodilne člene. 4x kvadrat deljeno z x je 4x. Zdaj pa množimo nazaj. 4x krat x je 4x kvadrat. 4x krat 2 je plus 8x. In potem moramo to odšteti. To je isto, kot da prištejemo nasprotno vrednost. Vidimo, da se prva dva odštejeta. Ostane minus 5x minus 1. Ker je zdaj ta še više stopnje, lahko še enkrat delimo. Minus 5x deljeno z x je minus 5. Zopet pomnožimo. Dobimo minus 5x minus 10. Odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost. Se zopet izničita in ostane 9. No, to je običajen način. Matematik Horner pa je pogruntal poseben sistem za to. Najprej v tej zgornji vrstici izpišemo vse koeficiente. Se pravi, v tem primeru je to 4, 3 in 1. Lahko za začetek naredimo takole si črtke. Se pravi, tukaj bojo koeficienti pri x kvadrat, tukaj pri x in tukaj pri x na nič oziroma prosti členi. Koeficient pri x kvadrat je 4, pri x je 3 in tukaj prosti člen je minus 1. Zdaj, če mi delimo s polinomom x plus 2, dejansko pogledamo, kdaj bi bil ta polinom prve stopnje enak nič. To bi bilo takrat, ko je x minus 2. In izračunamo vrednost pri minus 2. In izračunamo vrednost pri minus 2, se pravi, napišemo takrat tisto, kjer je ta vrednost enaka niču. To je pri x je minus 2. Ta minus dvojka je zato tukaj. In zdaj, kako gre Hornerjev algoritem? Najprej to številko prvo, to vedno prepišemo tukaj spodaj. Potem pa gremo. Minus 2 krat 4 je minus 8. Se pravi, to dvoje zmnožimo in rezultat zapišemo. Potem pa to dvoje seštejemo. 3 plus minus 8 je minus 5. In zopet to dvoje zmnožimo. Minus 2 krat minus 5 in rezultat zapišemo. Je plus 10. Potem pa to dvoje seštejemo zopet in dobimo 9. Zdaj poglejmo, kaj te številke pomenijo. Recimo, tale plus 9 na koncu predstavlja, če pogledamo s prejšnjim, ko smo računali, je tole ravno ostanek. Se pravi, ta cifra je ostanek. Ostanek. In to, kar smo pa prej dobili, je pa v bistvu, poglejte, zdaj pa ne krat x kvadrat, ampak ta krat x na nič, vedno je ta prvi zraven ostanka krat x na nič in ta krat x. Se pravi, imamo 4x minus 5 krat 1, x na nič je 1, ne? In 4x minus 5, to je pa ravno tale količnik, ki smo ga dobili tukaj. 4x minus 5, ta se tukaj ponovi. Ta devetka je pa hkrati tudi vrednost polinoma pri minus 2. Poglejmo. Če bi mi izračunali p od minus 2, to pomeni, da moramo za x vstaviti minus 2, je to 4 krat minus 2 na kvadrat, plus 3 krat minus 2, minus 1, je to 4 krat minus 2 na kvadrat je 4, 3 krat minus 2 je minus 6, pa minus 1,
je to 16 minus 7 je 9. Torej, ta cifra je hkrati tudi vrednost polinoma. Je pa dosti bolj elegantno za izračunati, kot so to pisanje, sploh če so številke malo večje in stopnja polinoma večja. No, poglejmo še en primer. Recimo, da nas zanima, koliko je, da imamo polinom p od x je minus 2x na 3 plus 4x minus 1 in nam nekdo reče, naj ta polinom delimo z x minus 3. Zdaj, če ga delimo z x minus 3, to pomeni, da bomo računali v bistvu vrednost pri x je 3. Zapišemo Hornerjev logaritem, se pravi črta, črta, črta in potem tukaj vzgori koeficiente. Zdaj tukaj vidimo, da ni x kvadrata, zato moramo upoštevati, da je koeficient pred x kvadrat nič. In zdaj zapišemo. To je minus 2, nič, 4 in minus 1. Računamo pri 3, zdaj pa minus dvojko prepišemo in to dvojo zmnožimo. 3 krat minus 2 je minus 6, zapišemo. Potem ta dva seštejemo. Nič plus minus 6 je minus 6. Potem zmnožimo 3 krat minus 6 je minus 18. Zopet ta dva seštejemo, je to minus 14. In na koncu pomnožimo še enkrat 3 krat minus 14 je minus 42 in seštejemo in je minus 43. To torej pomeni, da če bi ta polinom minus 2x na 3 plus 4x minus 1 delili s polinomom x minus 3, da bi dobili, zdaj pa tole pogledamo, kar tukaj piše. Tukaj je stopnja x na nič, tukaj x na 1 in tukaj x na 2, je torej minus 2x kvadrat, minus 6x minus 14 in ostanek minus 43. Zdaj, to bi lahko zapisali tudi po osnovnem izreku o deljenju polinomov. Če imamo recimo tukaj številko 4 deljeno s 3, dobimo 1 in ostanek 1. In to bi lahko zapisali 4 je 3 krat 1 plus 1, v našem primeru pa polinom namesto 4 minus 2x na 3 plus 4x minus 1 je x minus 3 krat minus 2x kvadrat minus 6x minus 14 in minus 43. To je zdaj zapisano po osnovnem izreku o deljenju. Vidimo, da je s Hornerjem res to narejeno zelo hitro. In hkrati vemo, da je vrednost tega polinoma pri 3 enako minus 43. Lahko se nam pa zgodi, da imamo recimo polinom p od x je sedaj pa pogledamo polinom. P od x je 2x na 3 minus x kvadrat minus 13x plus 24. Pa recimo, da nas zanima, koliko je vrednost tega polinoma pri minus 3. To pomeni, da bi v bistvu polinom delili za x plus 3. Kaj dobimo? Zopet napišemo Hornerja. Koeficienti so 2, minus 1, minus 13,
24, vedno urejeno, po stopnjah dol. Iščemo vrednost pri -3, dvojko prepišemo in gremo. -3 krat 2 je -6, če to dvoje seštejemo, je -7. -3 krat -7 je 21, če to dvoje seštejemo, je to 8. In -3 krat 8 je -24, če to dvoje seštejemo, se ravno iz nič šteje nič. Kaj to pomeni? Da je pri -3 vrednost nič. To pa pomeni, da je x je -3 ničla polinoma. Ničla polinoma, količnik, ki ostane, pa je -2x² -7x plus 8. Se pravi, bi lahko namesto tega zapisali, da je to x plus 3, se pravi, tako da bo to nič pri x je -3, krat tale ostanek pogledamo, -2x² -7x plus 8. Zdaj si bi lahko naprej iskali, kje so zdaj ničle tega polinoma. Zdaj, se pravi, s pomočjo Hornerja lahko ugotavljamo tudi, če je nekaj ničla ali pa če nekaj ničla ni. Kadar moramo samo preveriti, če je določena številka ničla, enostavno, ker to vstavimo, kaj pa če imamo kar nek polinom, pa vzamemo enega takega, ki ga znamo razstaviti zagotovo, x² -5x plus 6. In zdaj moramo mi ugotoviti s pomočjo Hornerja, kaj so ničle. Kako naredimo? Izpišemo količnike in zdaj bomo ugibali. Kako pa ugibamo? Pogledamo prosti člen in si zapišemo delitelje prostega člena. Kaj so? 1, 2, 3, 6. In vsa ta števila in tudi njihove nasprotne vrednosti so možni kandidati za ničlo. Zdaj, če je to veliko deliteljev, bomo imeli veliko dela, da najdemo da najdemo ničlo. Ampak začnemo. Recimo, da vstavimo številko 3 za začetek. Enko prepišemo, 1 krat 3 je 3, -5 plus 3 je -2, 3 krat -2 je -6 in seštevek je nič. Imeli smo srečo. Dobili smo, da je x1 je 3 ničla tega polinoma. Zdaj, ker je ničla polinoma, lahko to zapišemo, da je to x minus 3 krat to, kar tukaj piše. Prvi krat x in drugi krat pustimo brez x-a. Torej x minus 2. No, zdaj brez težav ugotovimo tudi, kaj je druga ničla. Lahko bi prišli naprej tukaj in poiskali od tukaj, od te vrednosti, dalje, od začetka Hornerja. Se pravi, vstavimo še, dvojko. In zopet 2 krat 1 je 2, minus 2 plus 2 je nič. Res vidimo, da je dvojka nič. Temu se reče, da smo imeli srečo. Če bi vstavili katero drugo številko, recimo, da vstavimo minus 2. Minus 2, kaj dobimo? Enko prepiše, minus 2 krat 1 je minus 2, minus 5 plus minus 2 je minus 7. Minus 2 krat minus 7 je 14 in dobimo 20. To pomeni, da je vrednost našega polinoma pri minus 2 20, ne nič. Torej, minus 2 ni ničla. In v takšnem primeru bi potem to pobrisali, prečrtali ali na nov napisali in poskusili drugega kandidata. Enka ali mogoče 1 ničla. In zopet naredimo isti postopek. 1 krat 1 je 1, minus 5 plus 1 je minus 4, 1 plus krat minus 4 je minus 4, 6 plus minus 4 je 2. Zopet ni ničla. Ta postopek je lahko zelo dolgotrajen, če nimamo sreče, kot smo imeli mi, da smo ničlo uganili že v prvem primeru. Se pravi, Hornerja uporabljamo za deljenje s polinomom, ampak samo s polinomom prve stopnje.
ali zato, da izračunamo vrednost pri določenem x-u, ali pa zato, da izračunamo, da poiščemo ničle. Recimo, lahko imamo tudi nalogo takole. P od x je 4x na 3 minus 2x kvadrat plus bx plus 1, pa je navodilo, določimo takšen b, da bo x je minus 1 ničla tega polinoma. Tudi to lahko rešujemo na dva načina. En način je, da vstavimo za x minus 1, torej 4 krat minus 1 na 3, minus 2 krat minus 1 na kvadrat, plus b krat minus 1, plus 1 in iščemo, kdaj je to nič, ker prav, da mora biti to ničla. In bi bilo to minus 1 na 3 je minus 1, je minus 4, minus 1 na kvadrat je 1 krat minus 2 je minus 2, pa minus b plus 1 je nič. Iz tega dobimo, b damo na drugo stran, minus 4 minus 2 plus 1 je minus 5. No, lahko bi pa to poiskali zopet tudi s Hornerjem. S Hornerjem bi šlo pa tako. Napišemo koeficiente, torej 4 minus 2 b1 in iščemo, kaj se zgodi pri minus 1. Tako, minus 1, štirko prepišemo, minus 1 krat 4 je minus 4 je minus 6, minus 1 krat minus 6 je 6, to seštejemo, je pač b plus 6, in zdaj minus 1 krat b plus 6 je minus b minus 6. In tukaj seštejemo, in je to minus b minus 5. In ker hočemo, da je to ničla, vemo, da mora biti to nič. To pomeni, minus b minus 5 mora biti nič, to pomeni, b damo na drugo stran in dobimo, da je b minus 5, kar smo dobili tudi prej.